Slovenija je posejana s cerkvami, skoraj 3000 jih je, več kot 2300 je zaščitenih tudi kot kulturna dediščina. A ko začnejo razpadati strehe, pokati zidovi, propadati freske, je vprašanje, kdo da sredstva za obnovo? Država, občine, verniki? In kaj se zgodi, če denarja ni dovolj? O tem Miha Drozg v rubriki 24 ur dejstva. Grič s cerkvico na vrhu, takšna je stereotipna podoba Slovenije in ni brez osnove. Samo katoliška cerkev ima v lasti ali posesti več kot 2900 cerkva ter drugih sakralnih objektov in spomenikov. Pogosto gre za mojstrovine, prave umetniške stvaritve, Plečnikova dediščina, Bazilika Marije Zavetnice na Ptujski gori, Ljubljanska stolnica, Mariborska bazilika Matere Usmiljenja, cerkev Marije Pomagaj na Brezjah, Svetega Duha v Javorci, Svete Trojice v Hrastovljah. Med biseri sakralne dediščine pa je tudi knjižnica frančiškanskega samostana v samem središču Ljubljane, ki so jo šele pred 2 letoma odprli za javnost. Za povsem vsakdanjim pročeljem te stavbe frančiškanskega samostana se skriva neprecenljiv zaklad, najstarejša knjižnica pri nas. Pred 2 letoma ob 790. obletnici so knjižnico, ki po več selitvah v tej stavbi domuje od leta 1896, v sodelovanju z ljubljansko enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine temeljito obnovili in očistili. Očistili smo vse omare, zbrusili vsa tla, skrtačili spodnje, torej cementne keramične ploščice iz konca 19. stoletja in potem uredili tudi varnost knjižnice, torej napeljali povsem nove inštalacije in zagotovili zelo napreden sistem požarne varnosti. Hranijo neprecenljivo gradivo, več kot 70 000 enot, med drugim Dalmatinovo Biblijo s Trubarjevim podpisom, prvi podpisan izvod Prešernovega krsta pri Savici, pa kodekse, fragmente, molitvenike in kunabole, graduale. Zakaj se reče stare bukve, ne? Imamo lesene platnice, seveda gromozanska knjiga. Zakaj gromozanska? Uporabljali so se graduali za molitve na samostanskih oratorijih, korih. Ni imel vsak svoje knjige kot danes. Je bila ena večja knjiga za vse, je bila na posebnih stojalih in so vsi lahko iz nje brali oziroma prepevali speve, antifone. 300 000 evrov vredno obnovo knjižnice so večinoma financirali sami. Za donacije naših ljudi, pa recimo za nekaj tudi recimo donacij iz poslovnega sveta. Ampak dejansko, če se sistematično ne rešuje teh problemov, je ta dediščina ogrožena, ker vedno zob časa pač dela svoje. V 2 letih, odkar je odprta za javnost, je knjižnico obiskalo že več kot 16 000 ljudi. Velik del teh sakralnih objektov je registriranih tudi kot kulturna dediščina. Po zadnjih podatkih je v register nepremične kulturne dediščine vpisanih skoraj 2700 enot, od tega je več kot 2300 cerkva. Skoraj 1500 jih je razglašenih tudi za spomenik lokalnega pomena, 33 za spomenik državnega pomena. Redno vzdrževanje in obnavljanje cerkva, pojasnjuje tiskovni predstavnik katoliške cerkve, pa za župnije pogosto pomeni veliko finančno breme. Večina od teh stavb je prepuščena župnijam oziroma različnim pravnim osebam katoliške cerkve, da poskrbijo za te svoje objekte. Se pravi, kar je v tej, recimo temu, zasebno javni lasti, v smislu, da gre za zasebni objekt neke župnije, hkrati pa je to javna last, ker je seveda naša skupna kulturna dediščina. V teh primerih je vedno izklicna cena bo na župniji, gotovo. Za vse kulturne spomenike državnega in lokalnega pomena država sredstva prispeva na podlagi 2-letnih tako imenovanih spomeniško-varstvenih razpisov. V letih 2021-2022 je bilo za to namenjenih 6,5 milijona evrov, 2 leti kasneje dobre 4 milijone evrov, na zadnjem razpisu 3,6 milijona evrov. Izjemoma, ko je dediščina ogrožena, pa kulturno ministrstvo financira tudi interventne posege. Obseg dediščine, ki jo je potrebno obnoviti, je zares velik in sredstev enostavno nikoli ni zadovolj. Potrebe so vedno večje od tega, kolikor je sredstev na voljo. Se pa trudimo, da bi skozi različne mehanizme, ne samo skozi ta redni spomeniško-varstveni razpis, zagotovili tudi druge vire za prenovo. In če gremo pogledati pretekle razpise za nazaj,
je delež sredstev, ki je namenjen potem za obnovo sakralne dediščine, približno takšen, kot je delež sakralne dediščine v fundusu vseh kulturnih spomenikov. Letos je kulturno ministrstvo samo za obnovo sakralnih kulturnih spomenikov namenilo dobrih 400 tisoč evrov, lani milijon, leta 2023 nekaj čez 800 tisočakov. Med večjimi projekti preteklega leta je obnova zvonika na Piranski cerkvi svetega Jurija in obnova evangeličanske cerkve v Bodoncih. Nekatere zlasti manjše župnije pa sredstva za nujne obnove pogosto zbirajo tudi same, tako je denimo v Lenartu v Slovenskih Goricah. Dobrih 500 let stara župnijska cerkev svetega Lenarta. Večkrat doslej ob sprehodu okoli cerkve v središču mesta pripoveduje župnik Marjan Pučko, so močni vetrovi odkrili streho. Vsake toliko odpade kakšen strešnik. Ko so jo pregledali strokovnjaki, je postalo jasno, strešno konstrukcijo bo treba temeljito sanirati, kritino zamenjati. Če bi zgolj samo strešnike menjali, bi ta investicija bila 60-70 tisoč. Zdaj, ko še pa moramo sanirati strešno konstrukcijo, tudi ojačati stole in vse ostalo, po mnenju stroke, po mnenju statika, pa je ta investicija prišla na 250 tisoč. Ker sami sredstev nimajo, na nov razpis, ki bo objavljen šele leta 2027, pa zaradi varnosti ne morejo čakati, so se obrnili na farane. Počasi zbiramo v tem letu zgolj ob temi darovi za cerkev. Namreč ob zadnjih časih, naprimer pri pogrebih, ljudje nočejo dati za maše, radi pa dali v dober namen ali pa za cerkev. In pri nas od februarja, ko smo bili seznanjeni s tem, da moramo streho obnoviti, zbiramo naprimer vse, kar je v pogrebih, v dober namen za cerkev, gre za obnovo strehe. Doslej so zbrali 25 tisočakov, iščejo tudi les za ostrešje in če ne zberejo dovolj, Preprosto bomo mogli živeti na kredit. Druge rešitve ne bo, da bomo pač bodisi izvajalca, bodisi pri kakšni banki zaprosili za kredit. Se mi zdi pomembno, da to investicijo naredimo, pa tudi če bomo kasneje živeli na 5-6 let kredita, da omogočimo varnost vseh ljudi, ne samo tistih, ki hodijo v cerkev. V slabšem stanju pojasnjujejo tudi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije, kjer sodelujejo pri obnovah, so predvsem vaške cerkve v odmaknjenih krajih. Denarja za vse, opozarja vodja ljubljanske enote dr. Robert Peskar, je preprosto premalo. V zadnjih letih pač opažamo, da je teh sredstev strani države, torej namenskih sredstev za sofinanciranje spomeniško-varstvenih akcij čedalje manj. Naša ocena je, torej ocena Zavoda za varstvo kulturne dediščine, da potrebujemo približno letno 20 do 30 milijonov. Toliko je tudi potrebe, ki se pokažejo na razpisih, tako da to je tudi ena večjih pomanjkljivosti našega sistema varstva kulturne dediščine. Podrobneje o slovenskih sakralnih biserih in skrbi zanje pa tudi na 24ur.com.